bomo z vami, kjerkoli boste vi. In ker je zunaj slabo vreme, glej ga zlomka, kdo je spet v mojem studiu? Ja, direktor podjetja Erasol, Mitja Terčaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Prav vedela sem, da ko bo slabo vreme, ta lahko spet pričakujem, ker takrat vem, da ne delaš. Mislim, ne delaš na strehi. Poslušam tvojo vremensko napoved, pa pol vidim, ko bi lahko spet se malo kaj v glasu k tebi. Tako. Mitja, veš kaj je? Midva sta zadnjič govorila, kako se sončne elektrarne splačajo, sploh v tej energetski krizi. Ampak midva morava še vseeno malo poudarka dati na čiščenje sončnih panelov, ker zdaj imamo tega cvetnega praha, da bi ga lahko izvažali. Če bi kjer fajn plačal, seveda. Tako je. Sedaj je nekako zadnji čas pred to glavno poletno sezono, da se elektrarna očisti. Zakaj glavno poletno sezono? Elektrarne največ naredijo poleti, se pravi maj, junij, julij, avgust, september, to so glavni meseci, kjer se praktično več kot polovica proizvodnje naredi in zato je zdaj pravi trenutek, da se očisti, ne samo, da bo poleti več delalo, pa to pozno pomlad, hkrati se pa čez tole pomlad, zimo, jesen ali pa od zadnjega čiščenja, nekateri nas presenetijo, ko že nekaj let ali skoraj desetletje niso čistili, pa pol dobijo idejo, da bi zdaj to mi na hitro malo očistili. Pa ne gre. Priporočamo tam na 2, 3, 4 leta, se pravi od 1 do 4, odvisno v kakem okolju ste, kakšen je nagib strehe, se pravi bolje ravna streha, hitreje se umazanija nabira na panelih, potem pa okolje, kdaj je tudi vrljivo, ne vem, si v čisti, idilični naravi, kjer pa tako, kot si rekla, cvetni prah, iztrebki od ptičev, žuželjk, unga, tretjega, vse to se začne nabere, če kaj kmetijska mehanizacija ali pa kak prah od neke bližnje ceste, potem tudi zelo kmetijski objekti so zelo tako, ne vem, kakšne prašičje farme ali pa štale, goveje in podobno, tam se tudi nabere praktično, tam je pa treba tudi vsako leto, skratka, ni nujno, da ste, ne vem, v narekovajih, v neverjetno čistem okolju Celja, pa je treba potem vsako leto čistiti, kdaj tudi kje, ne vem, sred gozda lahko potrebna, ne, nujno na 2 leti, ker imate določene, bom rekel, stvari zraven. Najbolje se pa to vidi, če pogledaš panele, pa se ne svetijo več, ali pa ni več tistega steklenega videza, kot je bil od začetka. Se pravi, je tak materan. Ja, lepo mat, zdaj še pa tako rumenkasto mat, potem cvetnem prahu. Vse večino cvetnega praha bo sprav, ampak spet se bo na robu nabralo na določenih delih panela in tisto, kar je problem, je, da se to po nekaj letih ta umazanija zažere v panel in jo ne dobiš več ven. Hkrati to pomeni trajno nižja proizvodnja, pa tudi, ko boste hoteli neko garancijo uveljavljati na tisti panel, se bo verjetno kdorkoli prišel na streho malo nasmeja, pa bo rekel, lejte, lepo se mejte, potem pa ne bo tudi primerljivega panela. To je tudi težava 5, 6, 7 let starih panelov, praktično ne dobiš, sploh na rednem trgu ne, je treba najti kje rabljene, to je pa že po divjih cenah, podvig logistike in podobno, zato se bolj splača kot pri avtu, recimo ga vzdrževati, ne sam par let voziti, pa na odpad. Pa je se veš, zdaj časi se spreminjajo, cvetni prah je čedalje večja težava. Je dovolj na 2 leti ali je včasih bolje vsako leto mogoče očistiti panele? Na 2 leti je več kot dovolj za vse neke normalne strehe tam z naklonom 25+, ki niso stopinj, ki niso nekako izpostavljeni neki ekstremni. No, kaj pa ravni paneli, ti so pa res občutljivi, ne? Te pa odvisno spet, to je pa res maksimum na 2 leti, se pravi, če je streha tam pod nekim naklonom 10 stopinj ali manj, tam pa se zna, je pa nujno po 2 letih, mogoče če je že malo bolj izpostavljeno okolje, lahko tudi vsako leto, ker res tam pa je naklon tako majhen, da se na spodnjem robu panela že po letu dni nabere kar nekaj umazanije, ker voda praktično na takih panelih, ne vem, 5 do 10 stopinj skoraj stoji na tistem robu, ne 10 cm vode in teh 10 cm, recimo po današnjem dežju bo ostalo še pol dneva, dan tam, odvisno kakšno bo vreme jutri, pa kako bo sonce. Jutri bo sonce, samo vetra bo.
Ok, pa bo odpihnil to vodo, ampak načeloma tam je 10 cm vode še malo ostane na panelu na spodnjem robu in ta voda je, bom rekel, raj za razmnoževanje vsega možnega od alg in podobno in potem tu se razvije svinerija, ostane se še kaj nabere zraka in potem se ta, bom rekel, voda čez dan posuši, ki je pa umazana že in se spet zapeče v ta panel in to se ponavlja, ne vem, 100-krat na leto, zdaj pa po enem letu je res to že kar grozno. Ja, narediva malo pauzice, potem pa mi bo še povedal, koliko lahko elektrarna sploh zgubi v primeru, da se redno ne čisti. Ja, kjer tudi srčno zdravi, ampak lahko rečem, da zdravi pa tudi, če ste malo šparovni, ampak vseeno date pa veliko na vzdrževanje, predvsem vaše sončne elektrarne. Z mano v studiu danes ponovno Mitja Terče, direktor podjetja Erasol. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Mitja, ker je zunaj slabo vreme, imaš ti čas priti k meni v studio, ker ko je lepo, si na strehi. Vse povsod. Ampak, a veš kaj, vi montirate sončne elektrarne, predvsem pa danes poudarjava čiščenje sončne elektrarne. Kako pa zgleda vaše čiščenje sončne elektrarne? Pridete gor s cunico, pa malo pobrišete ali ste malo bolj pro? Malo bolj pro za večino stranke, kar atrakcija, pa zgleda za njih adrenalinsko. Se pravi, nikakor ni to cunje. Najprej imamo stroj, ki mehča vodo, se pravi, da na panelih potem je samo mehka voda, ni vodnega kamna. Ni vodnega kamna, ker potem smo recimo eno umazanijo zamenjali z belimi pikicami in tudi nismo vsega naredili. Hkrati ta stroj dodaja še nežen šampon za čiščenje, ki se hkrati aplicira z krtačo, ki gre po strehi, se pravi ena rotacijska krtača z ustreznimi ščetinami prav za sončne panele in potem gremo se ta motor vrti krtačo, tako podobno rečemo kot tisto krtačo v avtopralnici, samo da ni tako ogromna, da je lahko tukaj nesemo, se pravi, da je nekje 60 cm do 1,20 m široko, odvisno od kakšno zberemo glede na tip strehe, panelov in vsega podobnega in s to krtačo potem gremo 4-krat čez vsak del panela, hkrati se pravi, krtača se vrti, šprica spredaj mehko zmehčano vodo, se pravi brez demineralizirano z šamponom in jo tako očistimo, panele potem preprosto pustimo, da se posušijo. Imamo nemške certifikate tudi za čiščenje OQS po ISO standardih certifikat, tako da nekako delamo po ustaljenem procesu. Seveda prideti je treba na streho, stranke nam morajo zagotoviti običajno vodo, ki je uporabljena za zalivanje ali pa podobno, se pravi ta klasičen gardena priključek in če smo veseli tudi elektrike, saj stroj ima baterija, tako da zdrži kar nekaj čiščenja, ampak vsake toliko časa ga je pa treba tudi napolniti in to je za eno hišo kakšen urni proces, za podjetje pa lahko dan, 2, 3, odvisno od velikosti. Ravno sem hotela vprašati, koliko časa traja čiščenje teh panelov, verjetno odvisno pa še koliko jih je, ne? Ja, odvisno tudi koliko jih je, pa potem na koliko strehah jih je. Zdaj, če je v nekem lepem kosu, nek lep pravokotnik, gre to lažje, kot če je par panelov tam, par panelov na drugi strehi, par na tretji, pa še 3 na garaži. Pol to malo dlje traja in to se pol tudi malo odrazi v ceni. Res pa je, da ogromno je priprave za delo, da se sploh pripeljemo, lojtra, voda, pridemo na streho s vsemi temi cevmi in elektriko, pa da potem vse skupaj pospravimo. To je pri hiši praktično toliko dela, kot je s samim čiščenjem. Kaj pa recimo cena tega čiščenja? Vem, da imate različne pakete na voljo. Kaj pa recimo vključujejo glede na ceno? En del strank se pač odloči za pakete vzdrževanja, ki vključujejo, da vsake 2 leti očistimo elektrarno, se pravi, večina se jih tukaj odloči. Nekaj strank pa bo recimo zdaj naj posluša, jaz pa že 4 leta, 5 nisem čisto elektrarno, pokliče na 080 1676 ali pa nam piše na mail info@erasol.si in naroči preprosto čiščenje. Osnovna cena, tako običajno za hišo, je tam slabih 200 € z DDV-jem
Če so pa večji objekti, večje, bom rekel, podjetja, tam se pa potem ali po ceniku ali pa individualno dogovorimo za ceno, samo toliko, da imajo neke stranke občutek, je tudi cenik imamo na spletu, kar mogoče zanimivo je tudi, recimo en kalkulator imamo na spletu izgub, se pravi, da To sem hotela vprašati, ja. ko smo pri spletu, lahko si na stranke malo zračunajo, kako veliko elektrarno imajo, koliko jim dela in potem glede na cene elektrike ugotovijo, kaj izgubljajo na leto in koliko bi lahko nekako dobili, če bi elektrarno očistili. Ponovadi so rezultati tam pri neprehudih primerih nekje 5 do 10% boljši izkoristek, tam, ko so pa tako bolj ekstremno umazane, je pa tudi kar 20% večji izkoristek in vsekakor 5 let je že ponavadi preveliko in se že kaj ne da učistiti. In tudi odkrito povemo, lejte, mi gremo 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat, bom rekel, gor pa dole, se pravi 4-krat se gremo čez panel, če je malo bolj umazan, še tudi 6-krat, ampak 20-krat pa ne bomo šli čez panel, ker ne bo nobene razlike. Zato upozarjamo, da se po letih svinerija zapeče, ki jo preprosto strojno čiščenje ne gre več dol in to bo potem trajno ostalo na tem panelu in trajno proizvodnja manjša, lahko se tam nastanejo vroče točke, se panel segreje, pokvari, vžge, uniči, tako kot sem rekel, tudi pozabijo na resne garancije in zato je smiselno, ne samo, da si skalkulirajo pri nam na spletni strani, da se to že počasi izplača, ampak tudi zaradi nekega vzdrževanja, pa tudi na koncu recimo imamo stranke, ki se tudi zaradi lepote hiše odločijo, se pravi, da ne bi lepo zgleda, da se vse sveti. Ja, da ni mat streha, ampak da je nekako tista stekleno glanc črni paneli in je to potem tudi neka, bom rekel, estetski videz, se okne pa avto čistimo, pa mogoče kdaj tudi ne bilo tako nujno. Se še vidi ven iz hiše. Pa je treba vseeno malo očistiti, ne? Ja. Ja, Mitja, hvala, ker si se zopet oglasil. Torej, če imate sončno elektrarno, če je nimate, tudi aerosol.si, ampak če pa jo imate in je potrebna čiščenja, pa ravno tako. aerosol.si, gor dobite vse informacije. Pokličete na katero številko? 080 1676. Tako, in si naročite, da vam pridejo na dom malo popucati vaše sončne celice. Mitja, hvala še enkrat. Vem, da greš na teren, da ne boš šel domov ležati pa vse 4 od sebe, da si danes terenski. Vseeno pa jutri boš pa mogel skočiti na kako streho, veš, jutri pa si je sonce. Ja, čistim v Celju, dopoldne sem že splaniral. No, super, pa prid pa še na malco, jaz dam za malco, vela. Hvala, pridem. Evo, hvala tebi. Mi pa gremo zdaj z možmi v črnem naprej, mogoče pa so tudi vaši možje v črnem na strehi, kje, ha?